Vložili smo zakon, ki prepoveduje objavo javnomnenjskih rezultatov oziroma tako imenovanih merjenj, kako kakšna stranka stoji v slovenskem političnem prostoru. Omejili smo za čas pol leta pred volitvami, kajti javnomnenjske raziskave, tako imenovane, niso tiste, ki bi kazale javno mnenje, ampak so tiste, ki formirajo in uravnavajo javno mnenje. Skratka, glede na to, koliko plačaš, toliko lahko dobiš. In na ta način posegajo pravzaprav v predvolilno kampanjo z, bi rekel, ilegalnimi finančnimi viri. Zadnjič mi je en rekel, so mu rekli, da ne plača mesec dni pred volitvam 30.000 evrov, da bo dobil dobre rezultate. To kaže, da je tukaj zadaj velik kšeft. In ta svinjski koruptivni kšeft je treba prepovedati. Mediji, levi mediji izgubljajo na teži, noben jih več resno ne jemlje. Zdaj je ta glavni hit, so javnomnenjske raziskave. Pa tudi te se kažejo vedno bolj, da gre za goljufijo in manipulativno delovanje leve politične opcije. Kajti ta opcija ima veliko denarja in če imaš veliko denarja, imaš krasne rezultate. Nobenega ne zanima, kaj je res in kdo dela in kdo se zavzema za Slovenijo, ampak tisti, ki ima denar, lahko to, bi rekel, regulira. Ampak v Slovenski nacionalni stranki upamo, da bomo vzbudili pri Slovencih tisto čut, da mi delamo za njih, za našo domovino, za nikogar drugega.